Fotograf Vlastje Simončič je izjemno pomemben za slovensko gledališko zgodovino. Namreč pokrival je približno 30 let gledališkega dogajanja v Ljubljani. Pravim gledališkega dogajanja, ker je pravzaprav zajemal zelo široko. Pokrival je tako poklicna gledališča, recimo Drama v Ljubljani, Mestno gledališče ljubljansko, nekaj časa takratno Mladinsko gledališče, pa tudi amaterska gledališča, recimo Šentjakobsko gledališče, Obrtniški oder, pa Delavski oder. Kar pa je pri tem zanimivo je, da je fotografiral, in to je za gledališko zgodovino še zlasti dragoceno, tudi tako danes bi rekli neinstitucionalna gledališča, se pravi takratna eksperimentalna gledališča. Tako imamo recimo njegove fotografije eksperimentalnega gledališča v Ljubljani, tako imenovanega, pa Odra 57 in tudi nekaj prizoritev gledališča Ad hoc. Moram povedati, da takrat drugi fotografi tega niso sistemsko pokrivali, se pravi, da so te fotografije pravzaprav recimo pri eksperimentalnem gledališču v Ljubljani edino, kar imamo ohranjeno od teh gledališč, oziroma od teh predstav, razen kritik. Zdaj seveda Vlastje Simončič je ustvarjal v slovenskih gledališčih po drugi svetovni vojni. Mi hranimo njegove fotografije in tudi nekako prve evidentirane predstave, ki jih je on fotografiral v ljubljanski Drami, segajo v leto 1947. No, mi pa hranimo ob teh fotografijah tudi približno 30.000 njegovih posnetkov oziroma negativov, blizu skoraj 500 prizoritev iz obdobja 1956-57, govorimo o sezonah, pač ker govorimo o gledališču, pa do celo tam nekje do leta 1982-83. Pravim, da je zajemal široko tudi zaradi tega, ker se je ob fotografiranju predstav dramskih, opernih, pa tudi baletnih, se pravi vse žanre pokrival oziroma zvrsti gledališča, imamo ohranjene tudi njegove portrete gledaliških ustvarjalcev. Tako da gre res za izjemno gradivo, ki pa v primeru Vlastje Simončiča nima zgolj dokumentarne vrednosti, temveč tudi umetniško. Namreč gledališki fotograf, gledališka fotografija se je tekom zgodovine zelo spreminjala, seveda tam nekje recimo od konca 19. stoletja pa nekje do obdobja do začetka 20. stoletja, se pravi tam nekje do 1910, je večina fotografij gledaliških pogojno gledaliških, ker so pač tehnologija ni omogočala, da bi fotografirali predstave na odru, temveč so se igralci v kostumih podali v fotografske ateljeje in so pa tam pozirali fotografom. Potem sledi v obdobju med obema vojnama, imamo obdobje, ko že nastajajo nekako prve fotografije na odru, tam v zgodnjih 20 letih oziroma poznih 20 letih 20. stoletja. To so fotografije, ko so bili igralci oziroma režiser pripravljeni zamrzniti na odru, pozamrznili so posamezen prizor, da so ga fotografi posneli. Kasneje, kakšno desetletje kasneje, oziroma tudi nekako sočasno s pojavom fotografa in tudi slovenski dokumentarni film pomembnega ustvarjalca Veličana Beštra, pa se potem fotografije, so te odrske fotografije že nekako bolj razgibane, je pri njih videti zanimivo svetlobo in podobno. Potem imamo spet en zanimiv pojav v slovenski fotografiji, in sicer v obdobju med drugo svetovno vojno, ko je v Slovenskem narodnem gledališču na osvobojenem ozemlju leta 1944 slikal tudi Edi Schalfschaus. To so zelo zanimive fotografije tudi z zgodovinskega vidika. No in potem v povojnem obdobju pa seveda že se pojavi svojo fotografijo v Ljubljani Vlastje Simončič. Zdaj treba je seveda povedati, da danes gledališki fotografi, ker vendarle gre za neko specializacijo,
nekako gostuje po vsej Sloveniji in snemajo različne predstave oziroma fotografirajo od Trsta do Kranja, Maribora, Ljubljana, se pogosto pojavljajo ista fotografska imena. Seveda so v tistem obdobju povojnem in obdobju, ko je ustvarjal Vlasta Simončič, temu ni bilo tako, kar je seveda razumljivo zaradi drugačnih cestnih poti in tako dalje, tako da si imel pač posamezne fotografe, ki so nekako dokumentirali življenje gledališč v posameznih mestih. Se pravi, kot imamo na primer Mirka Japlja, pa tudi Dragiša Modenjaka v Mariboru, pa Pelikana, pa kasneje Viktorja in Boža Berka v Celju, Metoda Zavadlava v Novi Gorici in tako dalje. No, tako je v Ljubljani zelo pomemben fotograf tega obdobja bil Vlasta Simončič. Pri tem je treba povedati, da je imel izjemno širino. Vemo, da ni bil tako, spet, kot sem rekla, da smo specializirani zgolj za neko fotografijo. On je tudi ustvarjal na medicinskem področju in drugih, kar je izjemno zanimivo. Zlasti, ker pravi, ker brez dvoma lahko trdim, da gledališki predstav ni zgolj dokumentiral, ampak je bil mojster gledališke fotografije. Znal je v predstavah zaobjeti tudi atmosfero posameznih prizorov in znal je, kako bi rekla, igralce ujeti v ključnih momentih njihovega interpretiranja vlog, zajeti njihove občutke, se pravi relacijo med igralci, poglede, kar pa vemo, da je bilo v času analogne fotografije precej težje kot v času digitalne, ko pač danes naredi fotograf, 2000 posnetkov na uprizoritev, pa potem selekcionira, bi se reklo tako rekoč škljoca, medtem ko je v času, ko so uporabljali filme, so morali zelo natančno pretehtati, katere prizore bodo fotografirali, kakšna luč je tam, kakšne izraze bodo lovili in so recimo na predstavo, recimo Vlasta Simončič je posnel, 30 do 200 fotografij, pač odvisno tudi od obdobja na posamezno predstavo. Se pravi, to bil nek tehten premislek in občutek, katere trenutke v predstavi je treba ujeti. In seveda to tudi je narekovalo, da so takratni gledališki fotografi morali tudi kar dobro poznati predstavo, se pravi si prej kakšno generalko pogledati, je zahtevalo neko predpripravo. Zato je toliko bolj izjemno, kako obsežen opus je gospod Vlasta Simončič ob tej kvaliteti fotografij posnel.